Lej špela gumija, stinčnik. Nisi mogla kupiti na druge barve. Zakaj? Ne kupi cveti. Ja, roza je kaj. Dej vesti ga. Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Po ljubljanskih cestah se že pelje nov avtobus, ki pa ga šele testirajo. Solaris je križanec med električnim in dizelskim motorjem. Namen projekta, ki ga je finančno podprla Evropska komisija, je razvoj trajnostnega, okolju bolj prijaznega in energetsko varčnejšega javnega transportnega sistema. Ne veš, kjer je tisti, ki kolikor se bo testiranje, s katerim imamo namen štartati v letu 2010, pokazalo kot učinkovito, tako z ekonomskega kot z ekološkega vidika, načrtujemo koncem leta 2011 oziroma v začetku leta 2012 nabavo prve večje flote hibridnih avtobusov. Od morda edine za naš planet in ljudi pomembne vesti k političnim zdraham. Včeraj se je na nujni seji za zaprtimi vrati sestal odbor DZ za zunanjo politiko, na kateri so se prvič, odkar ji predseduje Ivo Vajgl, zbrali čisto vsi člani. Obravnavali so dopolnjeni predlog Evropskega komisarja Olija Rehna za rešitev vprašanja meje in zastoja Hrvaške v pogajanjih z EU. Ob zaključku seje je predsednik odbora Ivo Vajgl dejal, da še niso sprejeli sklepa z vrednostno oceno predloga. Takšno pa je bilo vzdušje pred sejo. Predsednik SNS Zmago Jelinčič je bil nad predlogom tako razkačen, da je že kar napovedal referendum. Ja, kva pa? Valjda. Enkrat bi morala Slovenija reči ne, hvala, ne se pustiti jebati z vsakem, vsak Evropejc, ki pride, nam smoli po glav, pa ne vem koga, pa nas klofta. Naši pa se moram pogledati, če imajo sploh hlače gor. Zunanji minister Samuel Žbogar je sicer imel na sebi hlače, na vprašanje, ali je pokleknil pred Evropo, pa je odvrnil. Jaz nimam nič zglancenih kolen, po moje, ne? Medtem, ko je bilo Jelinčiču žal, da ni imel s seboj še česa, s čimer bi lahko zaropotal, saj naj trenutni evropski predlog ne bi upošteval zadnjih slovenskih dopolnil, pa je po seji zunanji minister dejal, da je z odzivi in izmenjavo mnenj zelo zadovoljen. Skop z odzivi na predlog pa je bil tudi predsednik OZP Ivo Vajgl. Kako komentirate molk na hrvaškem politiku, mislim? Molk je pri teh zadevah vedno najpametnejša stvar, ki se jo lahko sliši. Premijer Borut Pahor in zunanji minister Samuel Žbogar sta danes odpotovala na zasedanje Evropskega sveta v Bruselj, kjer bo Slovenija izrazila podporo predsedniku Evropske komisije Joseju Manuelu Barrosu za ponovni mandat. A zato morata tja, kaj? A ne morata message poslati ali pa prek Skypa? Ja, veš kaj, treba je uporabljati letala, pa nekako je treba denar porabiti, ne? Treba porabiti, ja. Dobro, naj gre. Pozdravite se. Gre za čas recesije, v katerem bi bilo zelo neprimerno, če bi se iskanje novega predsednika tako ali drugače zavleklo, kajti z imenovanjem novega predsednika se sprožijo tudi postopki imenovanja, potem hearingov in volitev celotne Evropske komisije z vsemi člani in članicami, komisarkami in komisarji vred. Lepo zagorela ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal je bila presenečena, da ima minister za promet Patrik Vlačič modro luč, ki je namenjena izključno vozilom za varovanje, ter da je z njo na avtocesti utiral pot rešilcu. Na to se je odzvala z naslednjimi besedami. Pravila so jasna, ve se, kdo modre luči sme uporabljati, to je zelo omejeno, zato so že sprožila postopke, da ugotovimo, na kakšen način so bile razdeljene, kdo jih je nabavil in da te luči potegnemo nazaj. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Obiskali smo Bienale v Benetkah in spoznali Adriana Berenga, ki letos praznuje 20-letnico svojega ustvarjanja v steklu. Na slavnem otoku Murano ima svojo delavnico, v kateri pomaga najti izraz v steklu številnim svetovno priznanim umetnikom na različnih področjih. Na poti v Benetke nam je potožil, da se je Muranova tradicija znašla v težavah, saj med mlajšimi generacijami ni več zanimanja za nadaljevanje obrti. Škoda.
The exhibition we are going to see now in Venezia, in one of the most prestigious palazzo, the Grand Canal, is also has the meaning to tell the city of Venice, to give a message that if we want to overcome the difficulties of this period, we should concentrate on quality. So this is a message that this exhibition that we are going to see now implies to the city of Venice. Še vreme? Miška gre žurat! A lahko kaj dela pri tej bajk, no? Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti.